Zdaj pa vabim, oziroma zdaj se pa selimo, pravzaprav, če smo se zdaj dotaknili individualnega posameznika, notranjosti in nekih vrednot znotraj nas, pa se zdaj selimo v sobivanje v sklopu družbe, inovativne družbe, širše slike. Zato vabim zdaj gospoda Miha Leskovarja, da se nam pridruži, oziroma da zavzame svoj prostor. Miha Leskovar je diplomiran politolog, teoretsko-analitske smeri, več kot 15-letnimi izkušnjami v institucijah regionalnega razvoja in gospodnega okolja za podjetništvo. Na svojem trenutnem položaju se osredotoča na spodbujanje podjetnosti in vplivu inovativnosti v družbi ter podpiranju trajnostnega razvoja v okviru programov in projektov s področja krožnega gospodarstva. Sicer pa je aktivno sodeloval že pri več kot 20 razvojnih projektih oziroma pobudah. Dobrodošel tu z nami in predajem besedo. Hvala za besedo. Lep pozdrav tudi z moje strani. Jaz bom začel malo na drugem koncu. Malo z tistega bolj, bom rekel, realnega sektorja. Seveda se tudi jaz, bom rekel, pri svojem delu večkrat vprašam, kaj počnemo, kako počnemo, in ko sem dobil to povabilo, še enkrat hvala organizatorjem, včast mi je, da ste me povabili, da sem v tej eminentni družbi. Ko sem bil to povabilo in ko sem dobil naslov sobivanje, se človek najprej vpraša, kaj sobivanje sploh je. Sicer se nam zdi to zelo ena taka preprosta beseda, ki je od nekdaj z nami, človek je od nekdaj sobival, ali z živalmi, ali kakorkoli, ampak se mi zdi, da je pa v vsakem trenutku razvoja, evolucije, tudi družbenega napredka, to sobivanje je zelo pomembno. In ko se vprašaš, kako smo ljudje naravnani, ko vprašaš nekoga, kaj je to sobivanje, vsak vpraša, dajmo vprašati mi malo strokovnjake, kaj o tem mislijo, kaj to sobivanje je. In poznate to zgodbo, ko vprašaš strokovnjaka, kako prideš na železniško postajo. To je zelo dober primer. Ko išče, se zgubiš in vprašaš, kje je železniška postaja, in vprašaš različne strokovnjake. In vprašaš najprej filozofa in filozof reče, pot je cilj. Okay. Vprašaš, menedžerja, pa reče, ne sprašuj preveč, pojdi naprej. Vprašaš socialnega delavca, reče, ne vem, ampak te bom peljal tja. Vprašaš psihiatra, reče, odkdaj se vi sprašujete, kako priti na železniško postajo. Potem vprašaš mogoče filozofa, pa filozof reče, ampak psihiatra svojega, kako priti na železniško postajo, reče, a to vi mislite tisto veliko stavbo, ki vsak dan nekaj dolgega prepelje not in ven? Skratka, in enaka zgodba je pri sobivanju. Zakaj vam to razlagam? Zato, ker tudi pri razvoju, pri pripravi nekih razvojnih projektov, vizij, je seveda potrebno vključiti vse te aspekte. Skratka, če mi želimo neko temo naslavljati, neko temo reševati, potem moramo tudi gledati vse te odgovore. Skratka, mi razvojniki si postavljamo vedno to vprašanje, če boste nas vprašali. To je odlično vprašanje, kaj vi predlagate. Zakaj vi? Zato, ker vaša ideja je najboljša ideja. Skratka, nam je zelo pomembno, da vidimo, kaj vi razmišljate. Vam dam dva primera. Danes vsi govorimo o kakšna družba želimo postati. Skratka, to je povezano s sobivanjem. Kje želimo biti leta 2030, kje želimo biti leta 2050. Pišemo strategije, se pogovarjamo o tem in vsi vemo zelo te znane mantre, zero waste, low carbon, brezogličnega odtisa, mobilnost, transport, skratka vsi bomo v nekih skupnostih živeli. Ampak en konkreten primer, gledajte, pri transportu gremo v elektrifikacijo avtomobilov. Vsi smo za, vsi podpiramo to, ampak po drugi strani se pa ne zavedamo dejstva. Samo s tem, ko bo, na primer, Volkswagen ali pa nekdo začel postavljati tovarne, je že postavlja, že delujejo, kjer bo gradila samo električne avtomobile, pomeni 30% manj zaposlenih. Ko bomo spremenili model mobilnosti, pomeni, da bomo ljudje uporabljali car sharing, skupne prevozna sredstva, vlake, avtomobile, pomeni to v avtomobilski industriji 50% znižanje zaposlenih.
Mi se bomo na drugi strani srečali z težavo, kaj bodo ti ljudje počeli, kako bomo živeli, kako bomo sobivali. Ker bomo za svojimi in zato je to pomembno, da moramo vse aspekte pri razvoju upoštevati. Zato sem jaz danes izbral, da bi malo govoril glede prihodnega sobivanja o megatrendih. Skratka, kateri so tisti megatrendi, kam ta svet gre. In seveda, zaznamovali, v naslednjih 50 letih nas bojo zaznamovali naslednji megatrendi. To so tehnološki preboji oziroma tehnološke inovacije. Avtomatizacija, kateri smo prisotni, umetna inteligenca, robotika. Če se dotaknem samo avtomatizacije, vsi investitorji, ki prihajajo v našo državo, ne prihajajo zaradi tega, da bi naredili avtomatizirano proizvodnjo, ampak zato, da bi tudi zaposlovali ljudi. Ker potem ti ne rabiš priti Slovenija, če imaš avtomatizirano proizvodnjo. In zato je to zelo pomembno, na kak način naslavljamo te družbene izzive, koliko jih upoštevamo v svojih strategijah in tudi v teh. Naslednja taka zadeva, ki se nam bo zgodila, pa zelo premalo namenjamo temu, so demografske spremembe v velikosti, prostorske razdelitve in starostni strukturi prebivalstva. Naj povem kot primer, sicer res je, da na svetovni ravni prebivalstvo narašča, ampak v naslednji, če pa gledate najbolj 50 najbolj razvitih držav, pa bo v naslednjih 15 letih začelo prebivalstvo upadati. Pomeni, da razvitost s staranjem prebivalstva, z manjšo rodnostjo zgublja aktivno prebivalstvo. Hitra urbanizacija, odseljevanje. Danes so zelo popularna mega mesta. Skratka, ljudje živijo, projekcije so, da bojo leta 2080 bo 80% populacije živelo v mestih. To se nam ne dogaja samo na svetovni ravni, to se nam dogaja tudi v Sloveniji. Vi veste, da projekcije kažejo, da bo najpomembnejši centri bodo na primer Koper oziroma obalna regija, Gorenjska regija in pa osrednja slovenska regija. To so edine 3 slovenske regije, ki bodo v naslednjih 30 letih imeli pozitiven prirast prebivalstva. Vse ostale regije pomeni depopulizacija, odseljevanje ljudi, staranje prebivalstva in to. In to so vsa vprašanja, ki so za neko sobivanje prihodnosti zelo pomembna. Sprememba v porazdelitvi gospodarske moči, skratka, dogaja se hitra rast nekaterih držav, erozija srednjega razreda. Erozija srednjega razreda je ravno zaradi tega, kar sem vam govoril, velika avtomatizacija, umetna inteligenca. Pomeni, vsa podjetja bodo iskala zelo visoko profilirane kadre. Skratka, teh srednjih poklicov, ali bomo iskali zelo sposobne kadre, ali pa bomo iskali samo za neke podporne storitve. In to se nanaša tudi na šolstvo. Jaz razumem, da stran od telefonov, pa stran od tega, ampak po drugi strani pa morate vedeti, da danes 65% naših osnovnošolcev, ki so v šolah, še ne vejo, kater poklic bo, ker poklici prihodnosti šele prihajajo. Skratka, mi danes sploh ne vemo, kje bojo naši otroci zaposleni, oziroma kaj so tisti poklici. Teda to je tudi zelo pomembno, da upoštevamo, bom rekel, v nekem šolskem procesu. Pomanjkanje naravnih virov in podnebne spremembe. Skratka, dejstvo je, da zelo pospešeno trošimo vse, kar imamo in seveda vse te ideje krožnega gospodarstva, tudi te ideje ne grejo v nedogled. Skratka, to je zelo popularno, zelo všečno, bom rekel, tudi krožna ekonomija. Zelo veliko se v Sloveniji pogovarjamo o krožni ekonomiji, vsi bomo postali krožni, vsi bomo reciklirali, vsi bomo ne vem kaj, ampak to je ena taka zelo romantična zgodba. Ne? V praksi, v gospodarstvu, v podjetjih je še vedno dobiček oziroma zaslužek ali pa vsaj prihranek tisti, ki podjetja sili v neko krožno razmišljanje, v neko recikliranje. Skratka, daleč od tega smo, da bi kot družba bili sposobni sploh kaj takega razmišljati oziroma ponotranjiti. Posledice, ki nam grozijo, tudi v Sloveniji, zmanjšanje števila delovno sposobnih na trgu dela, zastaranjem prebivalstva, projekcije v Evropski uniji v tem trenutku so sledeče. V letu 2018, konec leta, smo imeli približno 20% prebivalcev starejših od 65 let. Projekcija leta 2050 je, da bo teh prebivalcev več kot 1/3.
Od tega jih bo več kot 15% starejših kot 85 let. Ko govorimo o sobivanju, se moramo tudi dotakniti tudi migracij. Migracije se ne dogajajo naključno, ker Evropa se bo postarala, nam bo zmanjkalo delovne sile, mi bomo potrebovali nekoga, ki bo delal za nas, ki bo skrbel za nas, ki bo upravljal, bom rekel, tiste najosnovnejše storitve. In naslednja taka zadeva, spremenila se bo potreba po kapacitetah na področju izobraževanja. Malo sem se dotaknil te teme, kaj to izobraževanje pomeni. Jaz sicer nisem tisti, ki sem naravno navdušen nad slovenskim izobraževalnim sistemom, pa tudi ne nad evropskim, ker pač imam nekako izkušnje tudi z ostalih kontinentov, kjer je ta kreativnost pa inovativnost veliko bolj poudarjena v šolah kot pri nas. Bom dal zelo plastični primer. Veste, ko otroci so v vrtcu, imamo ples, pa imamo glasbo. To so vse oblike, ki spodbujajo inovativnost pa kreativnost. Ko pridejo v prvi razred, jih že učiteljice malo tiščijo dol. Ja, ta je malo nemir, ko še mogoče kaka punčka zapleše, tam sred ure, je to že nemirno, otrok so že starši klicani, veste, zdaj se je po šoli, zdaj se bo pa mogel navaditi sedeti. In potem otroka iz te kreative, iz tega plesa potisnemo na stol in potem začne sedeti. In potem imamo v prvih 4 letih, imamo kar, bom rekel, še neke telovadbe, pa malo večje glasbe, pa malo večje umetnosti, pa malo tega, še lahko otroci malo rišejo, malo se še igrajo, pomeni, da še to kreativnost v sebi še ohranjajo tega otroka. Potem pride pa 5. 6. razred, se pa začne iz telesa naš izobraževalni sistem seliti v glavo. Zdaj bomo pa vse vlagali v glavo in pride matematika, slovenščina, angleščina, treba je sedeti, treba se je učiti. Skratka, do zaključka srednje šole o kreativnosti ni več govor. Redki otroci ohranijo to in grejo potem v fakultete, ki jih imamo glasbene ali druge, ampak kreativnost je gonilo razvoja. Brez kreativnosti, brez inovativnosti ne bomo sposobni odgovarjati na vprašanja, ki so pred nami. Zmanjševanje virov na področju socialne zaščite. Dejstvo, postarali se bomo, domi za ostarele so že danes težava, nega starejših ljudi, tudi mobilnost, transport, skratka, vse se bo treba prilagajati. Glejte, mi v Ljubljanski urbani regiji izvajamo en projekt občina Škofljica, ki vozi že starejše k zdravniku, pokličejo ali jih peljejo zdravniku ali pa jih peljejo na železniško ali pa avtobusno postajo, kjer jim je omogočen daljši transport. Ampak to gre vse za neke povoje, to gre vse za neke, bom rekel, neke socialne, mehke inovacije, kjer testiramo, ali bojo take oblike mogoče kdaj zaživele. Temeljijo pa na prostovoljstvu. To je tudi pomembno z vidika nekega sobivanja. Sprememba potreb na področju stanovanjske, prometne, prostorske in regionalne politike. Skratka, kaj je tisto, inovativne skupnosti. Skratka, mi vidimo nekako rešitev v teh, da mesto postane neko platforma za inovacije, ampak ne tehnološke inovacije, predvsem družbene oziroma ne tehnološke ali pa, če želite, socialne inovacije. Skratka, samo tako bomo kot družba lahko odgovorili na to, kar nas čaka. Izziv za prihodnost, kot sem napisal, je inovativna družba. Kako priti do inovativne družbe, je pa seveda vprašanje ne samo za vas, ampak mislim, da tudi za širšo družbo kot tako. Včeraj sem ravno imel na obisku enega poslovnega partnerja iz Nove Zelandije, in seveda mi je opisal, kako nas vidi Slovence. In je rekel, ne vem, na Ptuju živi, ima tudi družino, že 2 leti je tukaj in je mogoče že, bom rekel, malo spoznal ta utrip. Je rekel, jaz vas prav ne razumem, je rekel, za vse krivite druge, je rekel, v bistvu vam sploh ne gre tako slabo. Rekel, glede na to, koliko delate, pa kak standard živite, je to ena boljših držav na tem svetu, kjer se da živeti pa delati. Živeti v pomenu kakovosti bivanja.
je rekel, ko vprašam, za kdo je kriv za to, oziroma za vaše stanje, zato ker vsak Slovenc reče, tak je, no se bilo boljš, ne. Je rekel, in za vsakega poprašam, kdo je za po tvoje kriv, da se ti tako počutiš, in vsak reče, država, politika, ne. In kdo bi mogel to reševati? Država, politika. In kaj boš ti naredil? Jaz nič ne bom naredil. Skratka, to je neki tak stereotip, ne, in to mi tudi vidimo, bom rekel, pri nekih podjetniških idejih, pri nekih podjetniških izzivih. Veste, ko mladi pridejo iz izobraževalnega procesa k nam za svojo podjetniško idejo, veste, oni mislijo, da bojo nam prodali diplomo, ne. V Sloveniji je zelo popularno prodajanje diplom, pa ne mislim tak, ampak prodajanje, zato pridejo na razgovor za delovno mesto, reče, jaz sem diplomiral, meni pripada. To je prva neka taka zadeva, ne, skratka, potrebno je prodajati znanje in pač tu bo treba še zelo veliko delati na miselnih zadevah. Skratka, na kar ciljamo ali na kar pozivamo je na osebno odgovornost. Kdo, če ne jaz, kdaj, če ne zdaj, kje, če ne tu. In za konec, ko se cilj zamegli, ne, se trud podvoji in